krasen dogodek, ki ga vsako leto spremljamo. In ja, možgani so zelo, zelo skrivnostni, zelo kompleksni in hkrati tudi lokacijsko, v zelo takem varovanem okolju, znotraj lobanje. In če skušamo bolj razumeti določene bolezni, od tega, kako nastanejo, do tega, kako se odzovejo na določene učinkovine, potrebujemo res zelo dobre in vivo modele. In tukaj ne govorimo o živalskih modelih danes, ampak o in vitro celičnih modelih, ki jih uporabljamo v predkliniki. In že v letu 2013 so se pojavili tako imenovani prvi možganski organoidi. Tukaj se prvič srečamo s tem izrazom in v dobrih 10 letih od takrat so ti modeli res napredovali in res obljubljajo sedaj drugačno znanje, boljše znanje oziroma hitrejše znanje na tem področju, razumevanja različnih bolezni povezanih s samimi možgani. In danes vam bom samo v osnovi predstavila, kaj sploh je, kaj so možganski organoidi nasploh, nekaj osnovnih terminov in potem tudi en primer, kako uporabljamo takšne organoide za razumevanje možganskega raka glioblastoma, na katerem tudi sami delamo. Tako da malo bolj o tem, malo drugačno predavanje, ampak upam, da vseeno všečno. Tako da začnimo s samim izrazom možganski organoidi, kaj stoji za tem. Gre za tako imenovane trodimenzionalne in vitro, se pravi celične sisteme, ki jih uporabljamo v samem laboratoriju. Pridobljeni pa so iz človeških pluripotentnih matičnih celic. In ni zdaj tukaj namen, da vizualno izgledajo kot sami možgani v tem primeru, ampak da posnemajo pa njihove značilnosti, njihove karakteristike. In samo en korak nazaj, ko tukaj govorimo, da jih pridobimo iz samih induciranih pluripotentnih matičnih celic, kakšne celice sploh so to? Gre za posebne celice, ki jih ustvarijo, ki jih dejansko pridobimo sedaj iz običajnih telesnih celic, največkrat iz kožnih celic, lahko tudi iz krvnih, in potem s pomočjo določenih genetskih preklopov, modifikacij, jih damo v stanje samih embrionalnih matičnih celic. To so tiste naše prve celice, zarodne celice, ki se lahko diferencirajo in se diferencirajo, spremenijo potem v določene celice, ki tvorijo potem naše organe. Se pravi, te inducirane pluripotentne matične celice imajo lastnosti embrionalnih matičnih celic in na ta način jih s pomočjo določenih signalov lahko potem pripravimo, da se spremenijo tudi v živčne celice v tem primeru, ker te potrebujemo za sam nastanek možganskih organoidov. In to je seveda te študije, te preklopi, te koraki med temi spremembami vmes, to je vrsto let raziskav za tem. In tako na osnovi te biologije zadaj lahko pripravimo možganske organoide, ki so skupek res številnih celic, smo tudi slišali sedaj predhodno predavanje, to raznolikost, to kompleksnost. In tudi sami človeški možganski organoidi imajo preko 170 milijard različnih celic, med njimi največ sicer nevralnih nevronov, katerih funkcija je predvsem pošiljanje sporočil, ampak ne smemo zanemariti tudi ostalih, kot so astrociti, skrbijo za naše okolje, za hranila, pomembne so mikroglija celice, kot neki varnostniki čistilci, same endocelijske celice, kot sem rekla, možgani so izredno tudi varovani v svojem okolju, imamo določene celice, te celice, ki preprečujejo določenim tujkom, ki ne smejo biti potem v naših možganih, preprečijo ta vstop. In samo slikovno, kako to izgleda, ko pogledamo z elektronskim mikroskopom, tak možganski organoid, ta kompleks, ne izgledajo kot možgani, sploh ne. Kot 3D okrogla struktura, premer je lahko tja do milimetra ali več, ampak ko pogledamo še bližje, pa vidimo te posamezne preplete možganskih živčnih celic, kot so recimo astrociti tukaj. Te pa so potem velikosti med 10 do 50-100 mikrometrov, da si predstavljate. In zakaj je to pomembno, da imamo to, da ohranimo v teh organoidih, v teh celičnih modelih to celično kompleksnost, ker vemo, da bolezen ni stanje ene same celice, gre za preplet, za interakcijo med celicami, komunikacijo napačno med celicami. In tukaj samo par primerov, par bolezni, do česa pride. Pri epilepsiji imamo preveč, premalo signalov na nevronski strani. Parkinsonovi bolezni, kjer odmirajo dopaminski nevroni. Pri Alzheimerjevi bolezni nimamo te povezave prave med samimi nevroni, hkrati pa imamo potem problem tudi pri astrocitih, kjer nimamo čiščenja, ne pride čiščenje teh beljakovin.
Pri avtizmu, kjer nimamo ravnotežja več med spodbujevalnimi in inhibitornimi signali, prav tako pa na astrocitski strani nimamo pravih oblikovanj sinaps in tako naprej, še bi lahko tukaj naštevali. In zato je pomembno, da imamo v teh celičnih predkliničnih organoidih, ki jih uporabljamo za samo razumevanje določenih bolezni, da posnemamo in imamo posamezen res tip prisoten v teh modelih. Zdaj, kako izgleda to v laboratoriju, da si boste lažje predstavljali, se pravi, začnemo z induciranimi pluripotentnimi matičnimi celicami, jih gojimo, zdaj točno vemo, pod kakšnimi pogoji, kakšen medij uporabljamo, tudi to je bilo zelo zahtevno, so zelo občutljive celice in ni tako enostavno z njimi delati, jih gojimo in tekom večjih dni, ponavadi tam od 2 do 9 dni, nastanejo embrionalna telesca. To so dejansko 3D strukture večjih celic, ki so podobne tem prvim embrionalnim celicam in so že sposobne se diferencirati, spreminjati v živčne celice, ko jim dodajemo posebne signale za to. Tako da lahko jasno tudi že vidimo prve te spremembe v živčne celice. Zdaj, naslednji korak je zelo pomemben, v kakšnih pogojih pa potem lahko gojimo te celice oziroma te skupke naprej. Damo jih v tako imenovane posebne reaktorje, cell vivo. To je v bistvu, če si predstavljate, samo navadna pečica, 37 stopinj, tako kot v našem telesu. Posebnost te pečice inkubatorja pa je, da imamo notraj take reaktorje, tale modri del, bom tudi kasneje malo bolj pokazala, kjer gojimo posamezne organoide in se vrtijo. Zakaj? Vrtijo se v samem mediju, zato da imamo pretok hranil boljši, da bolj penetrirajo tako hranila kot sam kisik, da ne dobimo nekrotičnega dela v sredini, sploh da celice same ne odmirajo med gojenjem. Gre za hitro rast celic, gojijo, rastejo, ampak hkrati tudi odmirajo, če nimamo dovolj enakomernega pretoka hranil. In to je v bistvu samo poseben inkubator, ki nam to omogoča. In tam že pri 10. dnevu lahko že vizualno lepo vidimo posamezne možganske organoide, ki jih potem naprej gojimo, odvisno kaj želimo. In to so potem že primerni modeli, da bodisi jih uporabimo, da študiramo potem na njih toksičen učinek, recimo nanoplastike ali kakršnekoli druge substance, ki nas zanima, kaj naredi dejansko možganskim celicam. Lahko pa že pripravimo v osnovi poškodovane, bolne možganske organoide in potem apliciramo različne učinkovine in gledamo odziv. Samo kot 2 primera. In tukaj samo primer, kako to izgleda v reaktorčkih, in dejansko kljub temu, da delamo na celičnem nivoju, tukaj gre za tudi do 5 mm premera velikih možganskih organoidov model. Jasno, lepo se vidi in v posameznem več milijon celic prisotnih, v posamezni pikici tukaj, ki jo vidite. Tako. Zdaj, vprašanje, ki ga študenti velikokrat postavijo, mladi, ali potem takšni organoidi dejansko tudi čutijo ali razmišljajo? Odgovor je ne, nimajo čutnih organov, nimajo tudi senzoričnih receptorjev, ni povezave s celotnim telesom, zunanjim svetom, tako da ni spominov in čustev. Hkrati pa ne moremo reči, da so to v bistvu mrtve strukture, ker so živčno aktivne, lahko zaznamo in lahko se generirajo električni signali, ki so podobni prvim EEG signalom našim možganom v zgodnjem razvoju. Ne gre še za popolno, ampak prihajamo do te stopnje tudi. Se pravi, se neki držljaji in aktivnosti ustvarjajo tudi v takšnih modelih. Gre seveda samo za skupek, približek, reprezentativen del samih možganov, ampak ne čutijo in ni zavesti še. In zdaj samo primer, da si boste lažje predstavljali, kako take modele potem uporabljamo za samo študijo pri možganskih tumorjih. Zdaj predstavila vam bom primer na glioblastomu, gre za najbolj agresiven maligen možganski tumor, zelo redek tip tumorja, ampak v Sloveniji letno zboli tam med 100 do 120 bolnikov. Gre res za tak agresiven tumor, povprečna doba preživetja tukaj je manj kot 2 leti od datuma diagnoze skupaj s terapijo. In zakaj je to? Predvsem mi vzpostavljamo in tudi drugi 3 lastnosti takšnega tumorja, ki ga delajo tako malignega. Ena je, da ima ta tumor prisotne glioblastomske matične celice, ki so odporne na terapijo in potem kljub terapiji so sposobne tvoriti nove tumorje. Problem je tudi sama invazija tumorja, izredno hitro invadira v posamezne dele možganov
in hkrati je tudi zelo raznolik, zelo heterogen. En tumor ni enak drugemu pri drugem bolniku, ne. In tudi, ko pogledamo znotraj samega tumorja, je res izredno heterogena populacija tudi samih celic. In kot tak, ne, ga je izredno težko potem tudi študirati. Zelo je fajn, da smo unikatni, ampak v medicini to ne pride prav, ne. In tukaj, če želimo res malo bolje razumeti sam tumor, res potrebujemo dobre in vitro modele, ne. Namen tega je, da res potem lahko kaj storimo. In zato na NIB-u smo ustanovili tudi tako imenovano gliobanko, se pravi skupaj z UKC-jem v Ljubljani, Onkološkim inštitutom, medicinsko fakulteto, fakulteto za računalništvo in informatiko, smo skupaj v konzorciju, kjer mi kot nosilci te raziskave na NIB-u pridobimo po operaciji samo tkivo in kri bolnikov, ki so operirani v Ljubljani. Hkrati pa v ta konzorcij prihajajo tudi klinični podatki, se pravi podatki z nevrokirurške strani, se pravi velikost tumorja, lokacija in tako naprej, potem podatke z Onkološkega inštituta o sami terapiji, odzivnosti na terapiji, z medicinske fakultete, z oddelka za patologijo, predvsem o patohistoloških podatkih, se pravi, če so prisotne določene mutacije. In vse to zbiramo in uporabljamo in skupaj s fakulteto za računalništvo in informatiko, sedaj tudi s pomočjo umetne inteligence, probamo pač usmisliti in povezati vse te podatke in dobiti neke značilke ven, ki jih lahko potem tudi tarčimo. Osnova za naš del, raziskovalni del, pa so seveda tumori sami po sebi in iz takšnih biopsij, ki jih pridobimo, približno tam 80 primerov letno pride v naš laboratorij, pripravimo pa tako imenovane glioblastomske organoide. V tem primeru pripravljamo organoide, ki so že kot mini tumori, mini avatarji, jim rečemo, ne. Postopek smo postavljali kar nekaj časa v laboratoriju, zdaj je že uveljavljen in dokaj uspešen in res lahko pripravljamo te modele skoraj iz vsakega vzorca, če je vzorec dovolj kvaliteten. Zdaj tukaj samo omenjam, ne, da od leta 2023 je FDA, se pravi Agencija za hrano in zdravila v Ameriki, tudi sporočila, da ni potrebno več vse testirati na živalih z določene stvari. Ampak mi ne govorimo, da v bistvu želimo samimi organoidi nadomestiti poskuse na živalih, ampak v bistvu dodati še en model v samo platformo, kajti vemo, da iz predklinike v kliniko, ne, je izredno velik neuspeh samih študij, ne. Recimo v primeru možganskih študij v kliniki je neuspešnih več kot 96% takšnih študij. In eden od razlogov je ravno zato, ker v sami predkliniki nimamo dovolj dobrih življenjskih modelov, mi rečemo in vivo modelov, ne. In to želimo izboljšati, ne. Ta procent želimo znižati, povečati uspešnost in v bistvu ne samo, da zmanjšamo število modelov, ampak na miškah recimo, ki se najbolj uporabljajo, ampak hkrati v bistvu dati še eno alternativo, še eno informacijo več na tem področju, ne. In v našem primeru, ne, vzpostavljamo tako imenovane glioblastomske organoide, se pravi, imamo bolnika, dobimo tkivo, pripravimo modele, apliciramo potem terapijo, bodisi tisto terapijo, ki jo že bolnik pridobiva, in dodajamo nove, vedno skušamo iskati nove načine zdravljenja. Dobimo ogromno informacij, ne, smo v času omik, informacij je ogromno in smo hvaležni umetni inteligenci, da nam pomaga takšne podatke potem tudi obvladati in osmisliti, seveda vsekakor z našo pomočjo. In to nam potem pomaga razumevati bolje samo biologijo, ne, raka, kaj je zadaj, zakaj pride do odpornosti, ne, ali so kje kakšne niše, ki se jih lahko bolj dotaknemo, kjer bi ga lahko tarčili, ne. Samo primer, kako to izgleda zraven, recimo imamo 5 bolnikov, same organoide smo obsevali, imamo to možnost, da imamo na inštitutu tudi sam obsevalnik, da lahko izvajamo obsevalne dejavnosti. Dodajali smo kemoterapijo, to so osnovne standardne terapije, ki jih bolnik prejme,
In lahko vidite recimo ob 0 urah dan nič, sam organoid, po 24 urah, ko vidite ta lep sonček, ne, obroč okoli, to so že invadirane rakave celice, ne. To gre res za invazivnega raka, kako hitro se širi v okoliško, ne, okolje. In po 48 urah si lahko predstavljate, ne, kako hitro je to. In dejansko to tudi vidimo v kliniki, ne, ta invazivnost je res velik problem in neodzivnost na samo terapijo, ne. In to lepo posnamemo potem na naših modelih. Ena stopnja naprej, seveda, ne, če imamo samo posamezne tumorje, jih imamo v okolju brez zdravega okolja, ne, nimamo okolij samih možganov. In tako smo naredili korak naprej in zdaj delamo na assembloidih. Ko pripravimo možganske organoide, tako kot sem predstavila na prvih slajdih, jih pripravimo iz pluripotentnih matičnih celic, popolnoma zdrave, in tem potem dodamo sam možganski tumor. Na sliki je lepo označen z zeleno barvo, ne. Ta se zlije, invadira dokaj hitro, včasih prej kot v enem dnevu, ima zelo veliko tendenco, da se razširi po zdravih možganih, in tukaj lahko potem dovajamo določene učinkovine in še bolj relevantno raziskujemo, kaj se dogaja na nivoju posamezne celice, recimo, ne. Tako da to je ta prihodnost teh modelov. Kako izgleda pod samim mikroskopom, ko označimo posamezne tipe celic, na primer, same starejše nevrone, rečemo tukaj recimo označene z rumeno, rakave celice z rdečo in mlade nevrone recimo z zeleno, samo par primerov tukaj, kako lepo integrirajo, ne, in se zlijejo z zdravimi možgani same rakave celice. In to so zdaj te niše, ki so zanimive za samo raziskovanje, ne, kaj je tisto, kar jih privlači, kaj bo zdaj tisto, kar jih bo ustavilo, ne. To je tisto, kar se sprašujemo in želimo odgovoriti. Sama prihodnost, kaj nas čaka, vsekakor več dognanj, bolj podobnih in vivo, mogoče kakšne hitrejša spoznanja, ravno zato, ker imamo tako boljše modele, da bomo imeli mogoče ta predklinika v kliniko, da se bo hitreje vse skupaj odvilo, boljše razumevanje. Vsekakor pa prihajajo še bolj kompleksni modeli, ne. Recimo že tem modelom v našem primeru dodajamo še vaskularni del, ožilje, ne, to še manjka, ampak smo že zelo uspešni tudi pri tem delu, nisem tukaj predstavila. Tudi znanstveniki v Ameriki lansko leto, no, so dejansko združili assembloide različnih delov možganov skupaj, ne. Res postajajo ti organoidi zelo, zelo kompleksni in primerljivi dejanskemu stanju. Ampak tukaj se moramo pa vedno potem malo tudi vprašati in zamisliti o sami etiki, ne. Ker takšni organoidi, ko dosežejo takšno kompleksnost, ne, zahtevajo potem tudi, da malo razmislimo o tem in pomislimo, kajti ali tukaj pride potem do zavesti, ne. A darovalci pluripotentnih matičnih celic, a se zavedajo, do katere meje gredo potem na njihove celice in tako naprej, ne. In vsekakor se teh tem raziskovalci že dotikamo, o njih razmišljamo in absolutno se o njih govori in so pomembne in so prihodnost, absolutno so prihodnost, ne. Zdaj, rada bi pa samo zaključila samo predavanje z mislijo enega največjih statistikov, ni bil biološki raziskovalec, je pa uporabljal redno dnevno modele, malo drugačne kot mi, ampak vseeno. In je trdil, da so vsi modeli napačni, kar je popolnoma res, ampak nekateri so pa absolutno koristni. Tako da najlepša hvala, si vam bi vsem lepo zahvalila v imenu celotne skupine na NIB-u. Najlepša hvala za zanimivo predavanje. Nabralo se tudi nekaj vprašanj. Ja, nekaj zanimivih vprašanj. Recimo, pa dajmo s prvim. Kakšna je potem etična omejitev glede na to, da ste omenili, da tak model še nima zavesti? Ja, v tem primeru, ne, se zavedamo etike, ampak ker kompleksnost ni tako velika, govorimo zdaj res samo še v širšem pomenu celičnih skupkov, ne, res, kot sem omenila, v tem primeru nimamo še nobene senzorike, ni zavesti, ne, tudi električni signali niso v nekaterih primerih sploh ne še prisotni, ne, res govorimo samo v bolj kompleksni celični strukturi. Tako da tukaj ni še te etičnih vprašanj, je pa na meji, absolutno na meji. Tako. Hvala.
Potem pa, katere tkivne tipe organoidov je pa najtežje pripraviti? Joj. Težko vprašanje. Mogoče zdaj z našega stališča bi rekla pljučne. Ker je to tudi ena tematika, ki se jo dotikamo sedaj in moram reči, da smo se matrali in se še vedno matramo na področju možganskih tumorjev, ampak mogoče na primeru pljučnega modela smo še malo zadaj in še malo težje. Glede ostalih pa težko rečem. Ampak mislim, da vsakodnevno vidimo, ne, kaj vse se zdaj omogoča z različnimi organoidi, tako da ja, nas bo prihodnost absolutno presenetila. Ja. Hvala. Potem pa imamo še nekje vprašanje, seveda tako kot, oziroma kolega vam postavlja tudi vprašanje, je kaj uspeha z vaskularizacijo organoidov in krvno-možganske bariere? Samo vaskularizacijo absolutno ja. Tukaj je pomembno tudi vzpostaviti, da tukaj v tem primeru gre za statičen model, ni priklopljen na noben flow, na noben pretok, ki pa ga lahko dodamo, ne, kot v mikrofluidnem sistemu, naprimer, to je zdaj model, ki ga optimiziramo, kjer pa lahko posnamemo tudi sam pretok skozi vaskularni sistem. Drugi del vprašanja, če lahko še enkrat. Vaskularizacija organoidov in krvno-možganska bariera. Krvno-možganska bariera pa je tudi ta model je že izredno napredoval. Mi sami se ga še nismo lotili, ker je še vedno kompleksen, ampak ravno ta mikrofluidni sistem, multicelični sistemi, ki zdaj obstajajo, tudi krvno-možgansko bariero do dobra zdaj že ponazarjajo. Tako da je že veliko uspeha tudi na tem področju. Ja, res. Hvala. No pa mogoče potem še zadnje, tako kot prej, neko malo tako pop sci-fi vprašanje, ki vse zanima, ali je mogoče vzgojiti na tak način celotne možganske možgane nekoč. Sem videla, da bo to vprašanje. Vsi si želimo dolgoživost, oziroma mislim, da si želijo, tisti, ki si želijo, da bi to naredili, predvsem to, ne, da bi pa kar cilje lahko zamenjali v določenem obdobju našega življenja. Kaj pa vem, ne bom rekla ne, zdaj je pa seveda vprašanje tukaj, zakaj bi to želeli narediti, ne? V kateri točki življenja in predvsem ja, zakaj. Najlepša hvala za predavanje, bilo zelo zanimivo.